Odločitev o nadzorovanju likvidaciji Probanke in Faktor banke z 1,30 milijoni evrov težkim poroštvom Vlade Republike Slovenije predstavlja nek nov koncept reševanja oziroma sanacije bank pod pretvezo zagotavljanja finančne stabilnosti na račun davkoplačevalcev. To pomeni, da bodo vsi navadni upniki prejeli zadeve celoti poplačane. To pa pomeni tudi to, da bodo fizične in pravne osebe z depoziti nad 100 000 evrov prav tako te vložke dobile poplačane in ne bodo prevzeli nikakršno odgovornost. Na tem mestu lahko izpostavimo banko na Cipru, kjer so se dogovorili, da bodo fizične in pravne osebe sredstvi nad 100 000 evrov morali nekako odgovarjati in bodo sredstva, ki so nad to številko v višini 47% spremenjena oziroma prestavljena v delnice te banke. Koncept reševanja bank oziroma sanacije teh dveh bank je tudi v nasprotju z evropskimi smernicami, ki jasno dajejo navodila, da mora v prvi fazi bančne sanacije breme povzeti lastnik banke oziroma lastniki banke. Potem navadni upniki z nezavarovanimi vlogami, konec koncev pa bančni sistem kot celota. Še na to pa pridejo na vrsto davkoplačevalcev. Zanima nas, zakaj se v Sloveniji nismo same zadeve lotili podobno in obrali tovrstni sistem. Ob tem se poraja marsikatero vprašanje in dilema, pa tudi nejasnosti. Zakaj pred tovrstno odločitvijo nismo izvedli nekih ustreznih izrednih ukrepov? Ali, če so se ti ukrepi vendarle zgodili, potem nas Slovenski demokratski mladini zanima, za kakšne ukrepe je šlo in kakšni so njihovi rezultati, kakšni so njihovi učinki, kajti podatkov o tem zaenkrat ni moč zaslediti. Zadeva še toliko bolj bode v oči, ko si pogledamo lastniško strukturo Faktor banke in Probanke. Kajti moč je sklepati, da Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Alenke Bratovšek na ta način želita financirati oziroma na nek način reševati premoženje omrežja Foruma 21. V času, ko Vlada Alenke Bratovšek nad vse meje razuma dviga davčna bremena, na drugi strani pa niža socialne transferje, plače, pokojnine, bomo sedaj državljani in državljanke plačali še dobro 1 milijardo evrov za financiranje dveh zasebnih bank, ki sta poleg vsega še globoko vpleteni v financiranje tajkunskih poslov. Na tem mestu se je smiselno vprašati, zakaj mediji v omenjeni situaciji ne povzročajo ogromno pozornosti, zakaj ne razmišljajo, zakaj temeljito ne poročajo o tem. Ampak očitno je, da se v Sloveniji raje posvečajo nekim populističnim temam in namernemu blatenju določenih posameznikov oziroma točno določenih posameznikov. Slovenski demokratski mladini se zdi nenavadno in tudi žalostno, da Komisija za preprečevanje korupcije poleg nekih splošnih fraz in osnovnih dejstev ni premogla zadeve raziskati in podati kakršnih koli konkretnih podatkov, morda kakšnih imen. Zdi se, oziroma iz dogodka v dogodek je v Sloveniji vedno bolj očitno, da se KPK bistveno raje ukvarja z nekimi populističnimi primeri, ko pa gre za kompleksne zadeve, ko gre za zadeve, ki jih je potrebno temeljito preučiti, kjer je neka podlaga, ko gre za milijonske, morda celo milijardne zneske, pa se raje posluži nekih všečnih besed in posledično s tem aktualni vladi Alenke Bratovšek pomaga
da nadaljuje svojo politiko, ki je arogantna in na nek način tudi posmehljiva do prebivalcev Republike Slovenije. Torej, epilog te odločitve Vlade Republike Slovenije in Banke Slovenije je, da bomo državljani in državljanke torej v dobri milijardi evrov poplačali te dve zasebni banki, medtem ko imamo na drugi strani lastnike te banke oziroma teh dveh bank, potem pravni odbor oziroma pravo, nadzornike in pa še številne druge osebe, ki so tako ali drugače oziroma posredno ali neposredno povezane z eno ali z obema bankama, za katere pa je ta odločitev seveda skrajno pozitivna, skrajno ugodna, kajti celotne depozite bodo dobili povrnjene oziroma poplačene. Zanima nas, zakaj mediji ne reagirajo. Zakaj se sprenevedamo in ne spregledamo, kaj se pravzaprav dogaja. Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije sta skupaj s to odločitvijo tudi močno povečala moralno tveganje. In prav tako sta uspeli samo v enem dnevu oziroma v trenutku te odločitve potencialni javni dolg zvišati kar za 3% bruto domačega proizvoda, kar je v prvi fazi skrajno zaskrbljujoče, v drugi koncev tudi sporedni fazi pa jasno dejstvo, jasen pokazatelj, da vladna ekipa deluje neuspešno in žal tudi neučinkovito.